bili jeseni 1995. V službi, na fakulteti, na srednji šoli, v vrtcu, v zidki, v maminem trebuhu ali še pri angelcih v nebesih. Jesen 1995, nekdanja kamniška veroučna učilnica, v njej pa peščica mamic in obetavna mlada glasbena pedagoginja, vsa žareča od vtisov s podiplomskega študija na Orff inštitutu v Salzburgu. Mame se v zadregi spogledujemo. Tako malo nas je. Naših otrok je približno 2-krat toliko kot nas, pa še vedno malo. Bo gospodična Bernarda Cerar sploh hotela delati s tako skromno skupino. Naš strah je bil odveč. Bernardina vztrajnost in pogum, naklonjenost takratnega kamniškega župnika Franceta Šuštarja, navdušenje učencev in podpora staršev so obrodili sadove. 4-letniki, 5-letniki in 6-letniki prve generacije so rasli in z njimi je rasla glasba v njihovih ustih, ušesih in prstih. Prva Bernardina generacija je zdaj že v razcvetu najstniških let, pa vendar v nas še vedno zvenijo plahi toni njihovih prvih glasbenih korakov. Tako kot bodo zazveneli prvi toni prvih glasbenih korakov združenih skupin predšolske glasbene vzgoje in pripravnice v skladbici Dip Dong Muc Balon. Jubilejni koncert brez govoranc. No, brez obujanja spominov ne gre, pa pobahali se bomo tudi od časa do časa. Ampak zdaj le še ne. Zdaj je čas za zgodbico. Pisateljico Natašo Konc Lorencuti smo pobarali, če ima kaj za nas, in poslala nam je Šolo žvižganja. Takole se začne. Bratca Peter in Mihac sta se ob robu gozda igrala skrivalnice. Mihac se je potuhnil v votlini pod strmo skalo. Peter ga je dolgo iskal, tako dolgo, da je Mihcu postalo že dolg čas. Tedaj je Peter zažvižgal. Imenitno zažvižgal. Mihac je prilezel iz votline, a ne prav veselo. Ne, to ga je žulilo, to žvižganje. Kako si dobro zažvižgal, je rekel. Znam, ne, se je napihnil Peter. Tudi jaz bi rad znal, je žalostno zavzdihnil Mihac. Pa mi ne gre, poglej. Našobil se je in začel pihati skozi luknjico. Kar na jok mu je šlo. Vidiš, samo pljuvam, zažvižgati pa ne morem. Naučil te bom, Mihac. Peter je objel brata čez ramo. Pridi, greva domov, igrala se bova šolo za žvižganje. Postal boš pravi mojster žvižgač. Mihac žvižgač.
Ne povem naprej, bom potem. Najprej pa Jaga, komorna instrumentalna skupina pripravnice kljunastih flavt in klavirja, Petra Pirc, Regina Bogataj, Leon Šarc in Neža Ajtnik. Nad pogradom je bil pritrjen napis Šola žvižganja. Mihec je krotko sedel na pručki, Peter pa je pripravljal potrebščine. Pri mami si je sposodil kuhalnico za dirigentsko paličico in 2 pokrovki za šolski zvonec. Na otroško tablo je s kredo narisal notno črtovje. Čakaj, Peter, kakšna šola pa je to, če ni nobenega sošolca, je vprašal Mihec. Se res? Na to pa nisem pomislil. Peter se je popraskal po glavi. Sošolci. Aha, že vem. Odpravil se je na podstrešje in odprl zaprašeno skrinjo, v kateri so bile mamine punce iz cunj. Izvlekel je prvo, ki mu je prišla pod roke. Dobra je bila, ena sošolka bo dovolj. Še ime moram dati, je mrmral sam pri sebi. Naj bo kar Frulica Grulica. No, tile otroci tule so imeli več kot eno samo sošolko, kot vidite. Tako da tale zvok, ki ga bomo slišali, ne bo prav osamljen. Naša Anka, 7 lisičic in April. Otroški pevski zbor pod vodstvom Bernarde Rakar in ob klavirski spremljavi Roka Rakarja. We
malem. Zdaj pa šola žvižganja sveta. Vidim, da že čakajo tule, kaj bo naprej. Mihac je bil že boljše volje, ko je zraven njega na majhnem stolčku sedela sošolka Frulica. Dober občutek je imel, v žvižganju bo zlahka boljši od nje. Zdaj pa začnimo, je slavnostno rekel Peter. Draga učenca, Mihac in Frulica, prišla sta v šolo žvižganja. Mihac je vstal in se rahlo priklonil. No, sošolka Frulica, kaj si tako lena, vstani. Mihac jo je potegnil k višku. Tudi ona se je majavo priklonila. Sedita, je rekel Peter. Mihac je takoj ubokal. Frulica se je sesedla na stolček. Jaz sem profesor Dirigiri, mojster žvižganja in dirigiranja. Pri meni boste pridni, nobenih žvečilnih gum in klobas med poukom. Če bo kdo spal, ga bom takole zbudil. Vzel je pokrovki in udarjal z njima v poskočnem ritmu. Mihac si je zamašil ušesa. No, zdaj pa veselo na delo. Mihac se je vzravnal na stolu in popravil še Frulico. Najprej se bomo naučili besedilo ene pesmi. Počohal se je za ušesi, ki so malo zardela. Ja, torej, pesmi nimamo, si jo bomo izmislili. Papir, svinčnik. Pobrskal je po omaricah in našel, kar je iskal. Sedel je k Mihcu in Frulici na pručko, odložil list s časopisom, staknili so glave in zlagali pesem. Tale pesem zdaj lepo brez besed. Muset, trio prečnih flavt, Erika Rode, Rok Pečečnik in Špela Omahen. Medtem, ko se naši nastopajoči pripravljajo, pa v šoli žvižganja kujejo rime, prekladajo besede, meljejo domislice. Kako je bilo potem naprej? Vriskali so, kadar jim je dobro šlo, in zmajevali z glavicami, ko se jim je zataknilo. Nastalo je tole. Fruli, gruli, fruli, li, dirigiri, drilili, fantek Mihac žvrgoli. Fruli, gruli, fralala, dirigiri, dralala, punčka Frulica igra. Fruli, gruli, fruli, lili, dirigiri, drilili, dirigent z rokami krili. No, kako bo krilila Bernarda, bomo pa videli sedaj v Šmentani muhi. Orfova skupina nauka o glasbi prvega razreda.
bomo pesem naučili lepo izgovarjati. Mihac, začniva. Gruli, gruli, luli, li. Mihcu se je lomil jeziček, bil je že utrujen. Dajmo, to ni nič, je dirigiri povzdignil glas. Kakšen luli, lili, kje si zdaj to pobral? Mihcu se je zatresla brada. No, je že dobro. Profesorjevo srce je postalo mehkejše. Bom pozvonil za odmor. Veš, tudi odrasli imamo svoje mame, da nam pripravijo malico. Zaropotal je s pokrovkami ter povabil Mihca in Frulico v šolsko kuhinjo k malici. Medtem ko malicajo, pa skladba, pesem brez besed, Eko Seza. Tjaša Romšak nam je bo zaigrala na prečno flavto ob klavirski spremljavi Katarine Pustinek. So se zopet zbrali v učilnici. Mihac se je zdaj hitro naučil besedilo pesmice. Tudi namesto Frulice jo je povedal. Zdaj pa naprej, je dejal profesor. Pesem se bomo naučili zapeti. Dirigir je s kuhalnico udarjal po robu table. No, torej, nimamo melodije. Tudi to si moramo izmisliti. Spet so si podpirali glave, mrmrali tone, zapisovali note in zložili so imenitno glasbo. Kakšno glasbo, ne bomo izvedeli. Poslušali pa bomo kavbojsko v izvedbi Orfove skupine nauka o glasbi 3. in 4. razreda. Žvižganja bo počakala do naslednjega nastopa Orfovih skupin. Se nas čaka nekaj duetov in solističnih nastopov učencev glasbenega ateljeja Karel Orff. Prisluhnimo jim. Najprej pogovoru, najbrž pogovoru med 4 rokami Kristine Dolenc in Petra Zabreta, potem Presenečenje, točka, ki je ni v programskem listu, Mali kolovrat, flavto bo igrala Ana Hergovt, ob klavirski spremljavi Katarine Pustinek
In potem še kitarski duo Jan Močnik in Rok Zabret s Sarabando.
Spoštovani starši, babice, detki, tete, strici, sosedje in vsi naši prijatelji. Za mene je velik dan in mislim, da tudi za vse te naše otroke, ki so danes nastopili in še bodo nastopili. 10 let je že od takrat, ja, ko so nam segali nekateri še niti ne do pasu, šele do kolen, naši zdaj že srednješolci. Ob tej priložnosti, ko šola praznuje 10. rojstni dan, je bil čas tudi za mene, da sem se ozrla nazaj na svojo prehojeno glasbeno pot. In v tem trenutku bi se rada zahvalila svojim staršem, ki so mi omogočili prvo srečanje z glasbo. Hvala tudi vsem mojim učiteljem, ki so me spremljali na poti od zborčka, katerega sem se vključila pri 4 letih, pa do zadnjih let študija, ki še niso tako daleč nazaj. Hvala vsem učiteljem, ki so mi odstirali razsežnosti glasbe in mi pomagali, da sem jo vzljubila. Ko sem se v Kamniku podala na svojo učiteljsko pot, nisem vedela, da bo zraslo nekaj tako velikega. Dragi starši, hvala, da ste nam zaupali svoje otroke. Brez njih je lahko ne vem, kakšen učitelj, kakršnakoli ekipa, če ni materijala, noben dober obrtnik ne more nič narediti. Zlate otroke imate obdarjene od zgoraj, obdarjene od vas, da jih z ljubeznijo vsej nori tekmi življenja pripeljete sem in tja. Zato je potrebna zdaj že kar dobra organizacija, da se taksisti zvrstijo, da prihajajo vedno znova in znova, da jih opominjate za domače naloge, pa za vadenje, pa da jih spodbujate takrat, ko je težko, pa hudo, pa ko je zunaj sonček, pa bi raje počeli kaj drugega, kot še enkrat zaigrali lestvico. Torej, hvala za zaupanje. Upamo, da se tudi naši šoli obetajo boljši časi, tudi v smislu državne podpore, saj delujemo v razmerah, ki so zasebnemu glasbenemu šolstvu zelo nenaklonjene. A 10 bogatih let je za nami. Proslavimo jih skupaj in ne odidite takoj domov, čeprav je že pozna ura, ko se koncert konča, vas tukaj čaka majhna proslava, da še s prijatelji poklepetate ob kapljici za kakšnih piškotkov. Glasbene šole Kamnik vam v vaši 10. obletnici iskreno čestitam in vam želim mnogo glasbenih uspehov. Glasbeni šoli Kamnik, v redko katerem kraju bi najbrž lahko v takem sožitju živeli v narekovaju 2 konkurenčni šoli. Pa moram povedati, da se lepo dopolnjujemo, da sodelujemo, da je šola vedno znova odprta za tiste naše učence, ki želijo po koncu glasbenega šolanja priti še do papirja, kjer lahko opravijo izpit, si pridobijo tudi potrebna spričevala. Najlepša hvala gospe ravnateljici, hvala tudi vsem prejšnjim vodstvom, tako smo že sodelovali s gospodom Krtom in tudi kasneje. Najlepša hvala, da so vaša vrata zmerno odprta v smislu sodelovanja. Čestitam v imenu vseh
sestričen, pa bratrancev, pa cele žlahte, stricev in teh, smo zelo veseli, da ti je uspelo, pa da toliko glasbe daješ v življenje. Hvala. Iskrene čestitke. Nismo verjeli, da ti bo uspelo, ampak pripeljala si do te točke, ko se lahko veselimo. V času, ko je ta šola že delovala, je nastalo tudi društvo, slovensko društvo Karla Orfa, katerega pobudnica si, katerega v imenu upravnega odbora ti iskreno čestitam. Čestitam ti pa tudi v okviru pobude evropske, čakamo na potrditev v Bruslu in upam, da se bomo Slovenci prepletli z vso glasbeno pedagogiko v naslednjih 3 letih. Iskrene čestitke. Bernardo smo zasuli z rožami, čestitkami, poljubi, naš program pa teče dalje. Najprej poslušajmo Mozartov Andante v C-duru, ki ga bo izvedla Mojca Zmrzlikar na prečni flavti ob klavirski spremljavi Katarine Gustine.
nocoj nastopila solistično točko. Prav ob njunem priimku pa vsi dolgoletni navijači glasbenega ateljeja Karel Orff pomislimo na glasbene točke, ki so po atraktivnosti še najbliže nastopom Orffovih skupin. Na družinske božično-novoletne nastope, ki jih pripravljajo družine pod strokovnim vodstvom učiteljev. Le družina, ki je preživljala vse stopnje od prvega fušanja pa vse do bučnega aplavza, ve, koliko usklajevanja, garanja in zadovoljstva prinaša družinsko muziciranje. Katarinina družina je ena tistih, ki nas že dolga leta preseneča in navdušuje s svojimi nastopi. Zdaj pa Mozartova tema z variacijami in Katarina Herrold.
pesemskim gradivom na 4 zloščenkah za pouk glasbe lahko slovenski devetletkarji poslušajo tudi posnetke učencev glasbenega ateljeja Karel Orff. Poslušati srebrni glasek, ki se je od časov snemanja preobrazil v raskavo najstniško brundanje, je neopisljivo doživetje. Z veseljem pa naznanjam tudi izid zbirke kitarskih skladb učitelja naših kitaristov Primoža Kristana. Svežina skladb in njihov džezovski nadih sta neobranljiva kombinacija, pravijo mladi ljubitelji 6 strun. Recenzenta zbirke sta odlična slovenska kitarska pedagoga Tomaž Šegula in profesor Andrej Grafenauer. Tako da upamo, da bo ta knjižica, ta zbirka skladb ponesla ne samo Primoža, ampak tudi ime naše glasbene šole po Sloveniji. Zdaj pa prisluhnimo 3 skladbam iz te zbirke. Večerna, ples in otožna humoreska. Kitarski ansambel glasbenega ateljeja Karel Orff predstavlja zgodbe z Vrtiljaka.
Učiteljice in učitelji so spremljali njeno odraščanje od časov, ko so jo do osnovnošolskih klopi ločila skoraj 3 leta. Nekaj let so zahajali k Bernardi, kot smo si rekli, kar 3 otroci družine Lah. V njihovih družinskih albumih najdemo državna srečanja Orhovih skupin, pa gostovanja v Gradcu, Salzburgu, Benetkah. Ne manjkajo fotografije srednjeveških dni v Kamniku in Škofji Loki, pa posnetki čeških mladih glasbenikov, ki jim je ploskala nabito polna in vedno enako gostoljubna dvorana v Šmarci. Le fotografij tisočev in tisočev voženj iz Suhadol v Kamnik in iz Kamnika v Suhadole nekaj, ne manjca. Lisičji les. Prišel je čas za resne vaje. Peli so in peli. Dirigiri je mahal z dirigentsko puhalnico. Frulica je poskakovala na stolčku. Mihac pa se je marljivo učil peti melodijo. Veseli zvoki so privabili poslušalce.
Prišla sta oče in mama, privlekla sta še 2 dekleti iz skrinje, pa zajce, medvede in osla iz velikega predalnika. Ko se je občinstvo zbralo, je dirigiri napovedal nastop. S kuhalnico je udaril znak za začetek. 3, 4, krasno jim je šlo. Frulica je odlično igrala na glavnik. Dirigir je tako prepeval, da je pozabil dirigirati. Mihec pa je od samega navdušenja pozabil peti. Res, sploh ni več pel, ampak je žvižgal. Ste dobro slišali? Žvižgal. Še sam ni opazil tega, dokler ni med občinstvom završalo. Bravo, Mihec žvižgač! Bravo, bravo vsi! In to lahko rečemo tudi za združene Orfove skupine in kitare, ki nam bodo zaigrali ples Karla Orfa. koncu pa brez velikih govoranc, kot smo obljubili, samo še velik hvala učiteljem, ki z vnemo, potrpljenjem in nalezljivim Bernardinim žarom vodijo naše otroke v svet glasbe. Marjeti Kočar, Juditi Kotnik, Primožu Kristanu, Lauri Medved-Šemrov, Katarini Pustinek in seveda Bernardi Rakar. Po vrsti, da vsi vidite, kdo je kdo. Najprej hvala Katarini Pustinek. Potem Marjeti Kočar. Pa Juditi Kotnik. No, zdaj se bo Bernarda lupčkala, Primožu Kristanu. Bernardo bo pa
Doma, pravite doma. Laura Medveč je mrl, ima tako dolg primek, da... Kje pa je? Tukaj si. Laura se skriva. No, Laura, oprosti, ti se vedno nekam skriješ, pa nekje čepiš, kako naj jaz vidim, kje si. In pa Roku Rakarju za korepetitorsko delo. Hvala Roku tudi. Jaz bi se pa rad gospe Marti zahvalil za vseh teh 10 let, ker nam stoji res skakanico v strani, za vse napovedovanja, za vse povezave, pa za vse take besede tople, pa močne, tudi takrat, kadar meni dol kaj pade. Zahvaljujem se tudi vsem učiteljem, ki so poučevali naše otroke pred jubilejno sezono. Zdaj je pa težko pričakovana in verjetno nocoj skoraj obvezna skladba. Karmina Burana v izvedbi Orfove skupine 5. in 6. razreda. Orfova zelo znana skladba v priredbi Katarine Pustinek.